Se zgodi, to je nogomet. Čestitke igralcem, ki so taktično dobro štartali v pomembno tekmo. Priložnosti, ki smo jih imeli, nismo uspeli realizirati, potem pa smo v končnici prejeli gol, ko bi se lahko tekma tudi odvila drugače. Kljub vsemu lahko igralcem izrazim komplimente za 20 tekem, ki so jih uspešno odigrali v tem delu sezone. 36 točk nismo osvojili slučajno, se pa je morda v mlado ekipo naselilo nekaj strahu pred pomembno tekmo. Nismo je odprli tako kot ponavadi, kljub vsemu pa se lahko igralcem zahvalim za prikazano. Začeli smo z drugačnimi cilji, z dobrim delom prišli do drugega mesta. Ta poraz ne uničuje tega, kar smo doslej naredili, ampak nam bo pomagal še večji odločenosti, da pridemo do konca sezone uspešno. Zagotovo ni prav lahko po takem porazu vaš pogled na srečanje. Borili ste se, nekako prevladovali tudi sami streli, na koncu pa prvi poraz v jesenskem delu doma, vaš pogled na vse skupaj. Ja, boleče, zelo boleče, kajti tako do sedaj tekme smo šli tudi to tekmo na 3 pike, ampak na koncu nas je zapustila ta športna sreča in vsi skupaj smo zelo razočarani, ampak moramo pozabiti na to današnjo tekmo, kajti mislim, da smo mi kot ekipa naredili en velik rezultat skozi celoten prvi del, da smo naredili eno veliko presenečenje lige, tako da moramo biti zadovoljni s tem, kar smo dosegli v tem prvem delu. Ja, ta jesenski del, ta poraz ne kazi te slike. Marsikdo Kopra ni pričakoval tako visoko. Dober miks v ekipi je nastal. Kako sami vidite to v ekipi, ki ima kar potencial? Ja, seveda, v prvem delu, mislim, na začetku prvenstva so nas tako rekoč vsi odpisali in nam zagotovili borbo za obstanek. Pol pa nas je, nekako rezultati so nam šli na roko, začeli smo zmagovati in s tem normalno, da je ekipa dobila na samozavesti in pozitivna klima je ustvarila to, kar smo dosegli danes, teh 36 pik. In mislim, da se je obrestoval ta trud in delo vseh soigralcev in strokovnega štaba, tako da normalno, gremo zdaj se malo spočiti in čim bolj marljivo delati v pripravah in se nadejati pozitivnih rezultatov v drugem delu. Gospodine Kosanoviću, po tekmi morate biti zadovoljni, na koncu zmaga proti Kopru. U Kopru, šta reći na kraju? Mislim pre svega da je ovo bila jedna jako dobra utakmica. Dva tima koja su želela da ne izgube, odnosno da probaju dobiju utakmicu po dosta teškom terenu i ja čestitam igračima i jednog i drugog tima jer su igrali izuzetno korektno. Mislim, da je bila to ena zelo dobra tekma. Dve ekipi, ki nista želeli izgubiti, na koncu sta hoteli obe zmagati. Tudi igrišče je bilo izjemno težko. Čestitam pa obema ekipama, ki sta pokazali veliko željo. Mi smo tekmo dobro odprli, saj smo Koper držali daleč od gola in ni imel pravih priložnosti razen iz prekinitev. Na drugi strani pa tudi mi nismo imeli prav veliko od igre in igralcev, ki bi streljali v daleč. Ampak prišli smo v situacijo, ko smo imeli na voljo prekinitev in zabili gol po predložku na koncu v zadnji minuti. Hvala Bogu je to odločilo tekmo in zmagali smo. Torej, imamo 26 točk, v času, odkar sem prišel, smo odigrali 5 tekem in 2 pokalni. Prišli smo do polfinala pokala, nismo izgubili proti Zavrču ali Gorici, katero bi lahko premagali. Premagali smo Koper, imeli nesrečo proti Rudarju, ker smo dobili 2 izjemna gola in na koncu nismo imeli dovolj moči, da bi storili preobrat. Ampak moram biti zadovoljen s tem, kar smo dosegli. Zdaj nam ostane to, da nekoliko prevetrimo ekipo, da pridobimo nekaj kvalitete in da poskušamo odigrati bolje kot jeseni. Dobili smo 2 prelepa gola, ali jednostavno nismo imali snage da rezultat okrenemo. I ja moram biti zadovoljan s onim što smo do sada učinili. Sad nam ostaje da probamo da uradimo neke korekcije u selekciji. Možda nešto da uradimo, da imamo malo više i sile i klase. I da probamo na proleće da odigramo kvalitetnije mnogo nego što je to ove jeseni. I nadam se da ćemo to uspjeti. Ta zmaga je lahko dobra motivacija za delo za naprej. Jeste, ona nas vraća, daje. Da, ekipi daje nov motiv, imeli so težko sezono. Bilo je precej padcev in napak, ampak na koncu se je vse uredilo in v najtežjih momentih so odigrali najbolje. Na kraju su to sve uspeli da, kad je bilo najteže, odigrali su najbolje.
Kakšni so plani za naprej, ne bo veliko časa za odmor. Veliko vremena za odmoriti se. I bit će, skoro bit će preko 20 dana, treba da odmore. Časa bo dovolj, več kot 20 dni, potem pa 10. januarja štartamo. Nekaj časa bomo v Ljubljani, nekaj časa na Primorskem, morda tudi tukaj, verjetno v Turčiji in potem začnemo nekoliko prej, saj nas čaka 23. februarja že zaostala tekma proti Mariboru. Sa Mariborom 23. februara, tako da eto, to su planovi. Milan, čestitke za današnjo zmago, čestitke tudi za vaš gol, vaš pogled na tole današnjo tekmo. Hvala lepa za čestitke. Tekma je bila čvrsta in oni in mi smo se videli pač, da potrebujemo točke. Njim se je šlo za jesenskega prvaka, nam se je šlo pač, mi rabimo točke v vsakem primeru, vsako tekmo, tako da prava dobra tekma prvenstveno. Kako sladko je zadeti takole prav praktično v zadnjih sekundah. Borili ste se do konca, poskušali na koncu prekinitev v kot in lep zadetek. Gol je vedno lepo dati, jaz pravim, nogomet, kad daš gol, to je to. Sam ni pomembno zdaj, kdo je dal gol, kdo ni dal gol. Pomembne so 3 točke, da se malo stabiliziramo, da naredimo dobre priprave. Ta tekma se mi zdi, da je za nas, te 3 točke, ta zmaga za nas velikega pomena. In psihološko in za vse. Pač po taki polsezoni, kakršna je bila, sami veste, ni bila glih blesteča, je pomembna zmaga. Torej, na ta način bo treba veliko dela, se vendarle da z nekimi malenkosti odpraviti in igrati bolje. Ne? Seveda. Mi se zavedamo, pač tudi igralci, tudi do zdaj na treningu, moram reči, da smo res dobra ekipa, zdrava, tak, in delamo na treningu, se trudimo. Nogometu je tako, vedno nimaš glih dobrih rezultatov, to če se trudiš, ampak važno, da se mi trudimo, da smo na pravi poti in pol slej ka prej bomo že splavali iz te krize.